Lepo pozdravljeni, cenjeni gledalci, tukaj smo v vrhuncu poletja in na hitro sem se oglasil v Pionirskem domu, ravno sem se slučajno mimo peljal, pa sem se vprašal, če je moja dobra prijateljica, direktorica Vika Potočnik tukaj v Pionirskem domu in tudi je bila in tukaj je. Vika Potočnik, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljen, tudi ti, a lahko na začetek rečem, da se kar tikava, glede na to, da vem, da si trgal hlače tudi ti v Pionirskem domu, tako kot številne generacije Ljubljančanov. Namreč Pionirski dom bo kmalu praznoval 60 let svojega delovanja in prepričana sem, da se ga spomnijo tako starejše generacije, kajti tukaj so poučevali izjemni pedagogi, tudi danes so. Lojze Kovačič, filmski festival je imela Borčičeva oziroma prve filmske vzgoje, pionirka filmske vzgoje tukaj. Tukaj so ustvarjali izjemni likovniki, Tršar, Borčič in lahko bi naštevala za celo oddajo krasnih imen, seveda pa moram pa še posebej omeniti Lojzeta Kovačiča, ki ne samo, da je dal izjemno popotnico mladim literatom, ampak je dal tudi izjemno popotnico lutkarjem. In danes se tudi v Pionirskem domu, ker se radi spominjamo starejše generacije in posebnih umetnikov, imenuje gledališka soba tudi po Lojzetu Kovačiču. Kjer je to, v drugem nadstropju? V drugem nadstropju in naj še zdaj malo potujeva po Ljubljani. Pionirski dom namreč deluje kar na 3 lokacijah. Na 3 lokacijah, ker sem jaz hodil, je bila samo ena lokacija. Tako, zdaj Vika, kaj si ušpičila? V teh 15 letih smo zasedli še tudi kakšne druge stavbe. Med drugim sem izjemno ponosna na prenovljeno stavbo, bivšo pionirsko knjižnico v centru mesta, to je na Komenskega 9, kjer ustvarjamo predvsem v slikarskih, gledaliških, lutkovnih, kiparskih delavnicah. Tam imamo šolo mode, filma in naj še povem, da kletni prostori niso namenjeni, ker ne ustvarjamo samo z najmlajšimi in z mladimi, ampak tudi z odraslimi. Tam v kletnih prostorih so izjemni izdelki naših kipark, slikark in seveda tistih, ki so prepoznali, da tudi po 70. letu lahko rečejo, običajno je vprašanje, če odrasle vprašaš, ali bi kaj slikali. Rečejo, ne, to pa ne znam, bi kipar, ne, to pa nikoli, to pa je bila groza, to pa nikoli ne bom počel. In danes odrasli prepoznavajo, da tudi lahko v poznih letih je umetnost tista, ki jih navdihuje, kjer najdejo svoj mir in kjer lahko potujejo vase po tistih skritih labirintih, ki jih mogoče vrsto let niso prepoznali in ustvarjajo izjemne umetnine. Vsako leto tudi naredimo razstavo, nekajkrat tudi smo gostovali v Mestni hiši, zdaj pa to naredimo te razstave na Komenskega 9, krasni prostori, prenovljeni pred 3 leti z občutkom in spodbudo za ustvarjanje. Druga lokacija je Vilharjeva, tukaj, kjer sva danes. Stara Baragovo semenišče imenujemo to stavbo. Z veseljem naj povem, da se je končala denacionalizacijski postopek skoraj po 24 letih in Mestna občina Ljubljana, upam, da nam uspe, ima že pripravljene načrte, da se zaključi ta Plečnikova stavba, kjer je narejena samo do 3/4, in da se ta izjemen objekt posveti razvijanju in spodbujanju kulture in umetnosti. Skupaj z direktorjem Mladinskega gledališča sva pripravila izhodišča, ker bi bil to tako imenovani izobraževalni center, tam od 2. leta starosti pa tja do pozne jeseni. Tako da bo krog sklenjen. Krog sklenjen. Metaforično in tudi arhitektno. Tako. In ne samo stavba, tudi celotno območje daje umetnosti in kulturi ponovno priliko, da v Ljubljani nastane nov center kulturno-umetniškega, tako produkcij kot seveda tudi izobraževanja. In še 3. lokacija, ta se pa selimo zdaj v klet na Miklošičevo. Na Miklošičevi imamo en lep plesni prostor, kjer je predvsem namenjen našim mladim izraznemu plesu. Tukaj, bom rekla, nastajajo pa sami takšni, kjer
kjerkoli se pojavijo, pa naj gre to v svetu ali pa v Sloveniji, ko so tekmovanja, so zmeri zmagovalci. Namreč izrazni ples je tisti, ki ga odlično peljejo naše pedagoginje, predvsem je tukaj naj omenim Sašo Lončarjevo, ki daje svoj pečat generaciji, da je njihov gib tako lasten in seveda izpoveden. To pomeni, da znajo pripovedovati skozi telo tudi svoja čustva. In tako sva zdaj zaokrožila 3 lokacije, v kateri delujemo, ampak mislim, da Pionirski dom lahko v Ljubljani srečamo na vseh mestnih prireditvah, naj si gre to za Junij v Ljubljani, Bobre, na različnih festivalih. Seveda najmočnejši, če tako lahko rečem, so naši mladi glasbeniki, kjer smo odprli tudi letošnji festival Junij v Ljubljani z Rock Akademijo. To ne gre samo, da igrajo in prepevajo in muzicirajo naši mladi glasbo iz tujega sveta ali domačega sveta, ampak je poudarek v Pionirskem domu, da ustvarjajo avtorsko glasbo. Tako kot pri vseh dejavnostih. Zdaj pa, če greva na dejavnosti. Na dejavnosti, ja, kakšne pa so kaj dejavnosti tukaj v Pionirskem domu? Tukaj preko 40 različnih kulturno-umetniških programov imamo. 40? 40. A pa znaš vse na pamet, ne? Ja, lahko bi šla, ker bom šla po prostorih in potem bova mogoče, ali pa mislim, da ne bova nobenega zgrešila. Tako, sva v vrhuncu poletja, tako da čas imava oba. Učimo 10 tujih jezikov. 10 tujih jezikov? Za različne starostne skupine. In naj povem, da smo v lanskem letu tudi postali izpitni center za angleški jezik in za španščino in tudi za japonščino. Japonščino? Tako. Tudi japonščino. Arigato gozaimasu. No, v redu, ne bom se ti pridružila v japonščini, ne. Čeravno seveda učenje tujih jezikov, zakaj je zanimivo v Pionirskem domu? Ker lahko tukaj vstopiš v to ustanovo že kot majhen, že kot v igralne urice, pri 3-4 letih in se učiš vse tja do univerze oziroma fakultete ali pa še kasneje. Tudi ko pridobivaš tako, ker imamo tudi posebne programe za poslovno angleščino in seveda za vse tiste odrasle, ki želijo nadgraditi svoje znanje tujih jezikov. Torej, 10 tujih jezikov, ja. Ampak to šteje kot ena izmed 40 aktivnosti? Ali je to so 10? Posebej. A to je posebej? To sploh ni med teh 40? To je ne 40. 40 je kulturno-umetniških. To so pa jezikovne. Tako, potem imamo pa še 8 festivalov. 8 festivalov? 8 festivalov, katerih večina so že tudi mednarodni, filmski, na primer je že svetovni festival. Komu pa je namenjen? Namenjen je predvsem prikazu ustvarjanja otrok in mladih, ne samo predstavljanju, najstarejši je gledališki festival, 18. bi bil letos, polnoleten bi bil, ampak na žalost nam ga je korona odpeljala. In kaj pri teh festivalih? Poleg tega, da predstavljamo produkcijo mladih, naj bo to na glasbi, v filmu, gledališču, plesu, literarnem ustvarjanju, je predvsem se usmerjamo v to, da poleg predstavitve otrok dajemo tudi izobraževanja, organiziramo izobraževanja za učitelje. Namreč znanja, tehnike, metode dela, ki so se razvile tukaj v Pionirskem domu, želimo širiti tudi v izobraževalni proces, kajti odziv mentorjev, v lanskem letu smo imeli preko 400 mentorjev v naših izobraževanjih, je izjemen. S tem bogatijo tudi šolsko prakso in tudi vesela sem, da smo zdaj uspeli končno, smo prijavili nekaj projektov, ki jih prepozna tudi Ministrstvo za šolstvo, da bomo lahko to počeli ne samo ljubiteljsko, ampak tudi ljubiteljsko po tem smislu, da se prijavljajo učitelji, ker so nas prepoznali kot dobre izvajalce, kot dobre pedagoge, da imamo tudi, bom rekla, pečat in s tem tudi lahko dobijo učitelji tiste znamenite pike za napredovanje. Izjemno zanimivo. Midva bova na hitro skočila v oglase, vendar
bomo nemudoma spet z vami, z vsem, kar ima Pionirski dom za ponuditi. Se gledamo! Dobrodošli spet nazaj v Pionirski dom, kjer se z Viko pogovarjava v bogati tradiciji in pa tudi bogatem programu, ki ga Pionirski dom ponuja, ne samo za mlade in stare, vendar tudi za profesionalne. Takole, ravno kar smo se pogovarjali, da tudi drugi pedagogi hodijo k vam na dodatnja pedagoška izobraževanja. Tako, in to iz celotne Slovenije. Mi pripravimo sicer kratka, a intenzivna izobraževanja in poskušamo jim predati čim več praktičnih znanj. Naprimer, tudi ti dobro veš, da smo zelo močni v improvizacijskem gledališču. Tako, zelo, zelo močni. Tako, in ta znanja širimo tudi v Evropo in v druge neevropske države, kajti nosilci smo projekta improvizacijsko gledališče, mlado gledališče. Letos smo še pridali GIP in že ta drugo sezono uspešno izvajamo te programe. In mislim, da je prav, da to tudi posredujemo našim pedagogom, našim učiteljem in našim mentorjem, ki so tudi zvesti obiskovalci številnih festivalov. Naj še omenim en festival, ki je posebej zame zanimiv. To je festival Hokus Pokus, namenjen mladim vedoželjnim glavam, predvsem na področju raziskovanja. Povezujemo ga z umetnostjo. Še pred nekaj leti smo dobili strokovna mnenja, da znanost in umetnost ne morata hoditi skupaj. Mi smo v Pionirskem domu bili prepričani, da je to povezovanje izjemno pomembno. Ne samo za otroke, ki se udeležujejo, ampak tudi za povezovanje umetnosti in znanosti v teoriji in v praksi. In to počnemo. 5-dnevno druženje tako vrhunskih strokovnjakov z različnih inštitutov, fakultet, mladih iz vrtcev in šol, bom rekla, ustvari ta Pionirski dom in to zgradbo v Vilharjevi cesti v eno samo vedoželjno in radovedno deželo. Potujemo od enostavnih eksperimentov pa tja do tudi zahtevnejših. Naslednja tema bojo možgani. Možgani? Kako malo jih poznamo, kako malo vemo o njih. In ravno umetnost in ustvarjalnost razvijata tisto in spodbujata tisto manj razvito možgansko hemisfero. In seveda, če bomo skupaj z umetniki ustvarili to polje spodbujanja in iz tega še nastanejo ne samo prikazi, kako delujejo možgani, ampak tudi, kaj lahko možgani vse soustvarijo in kako se prepletajo, sem prepričana, da doma mladi dobijo odlično popotnico, da vedoželjnost ne bo več strah, ampak način življenja. Tako je, se mi zdi, da takrat, ko umetnost in znanost stopita skupaj, obe dve sferi, plati, dobita neke nove poglede. Se mi zdi, da kakšen strog znanstvenik, ki drugače dela zelo znanstveno, veliko piše in računa, če se kdaj sprosti ob kakšnem plesu ali pa delu z glino ali pa kaj takega, kjer se lahko izraža, malo sprosti, malo odmisli, da takrat se pa posveti spet kakšna iskrica, Eureka! Tako, jaz sem zelo vesela, ker je zmeraj več znanstvenikov, tudi slovenskih, ki zatrjujejo in seveda se ukvarjajo tudi z umetnostjo in njihove razlage so seveda zanimive, ko povejo, kako jih spodbuja umetnost tudi k znanstveno-raziskovalnemu delu. In ta ločevanje, ki smo ga v družbi ustvarili, se mi zdi, bom rekla, zelo velika hiba in zelo velika napaka. Ampak greva zdaj potovati midva naprej. Naprej po festivalih. Po festivalih. Veliko je festivalov. Tako, seveda je tukaj plesni festival tudi, ker je mednarodni festival plesni, ampak ne Račke, a veš. Ne Račke. Ne tist, veš. Izrazni ples. Tako, ja. Tako, glasbeni festival. Glasbeni festival, moram povedati, da danes na slovenski glasbeni sceni lahko gledamo veliko glasbenikov, ki so tudi imeli prve nastope v Pionirskem domu. Ali pa celo so na kakšnem glasbenem festivalu državnega pomena zmagovalci. Kaj in zakaj to počnemo? Usmerili smo se predvsem, da otroci ustvarjajo avtorsko glasbo. In seveda tudi
nacionalni radio nas je prepoznal in naši glasbeniki so že nastopali svojo avtorsko glasbo. In prepričana sem, da se v Pionirskem domu ustvarja nova generacija mladih glasbenikov. Zopet, naj še povem, da ti festivali niso samo vezani na Ljubljano. Ne, potujejo po Sloveniji? Ne potujejo, ampak privabijo mlade iz celotne Slovenije. Edini festival, ki je vezan na Ljubljano, je festival likovnega ustvarjanja, to je Likfest, kjer sodeluje večina osnovnih šol iz Ljubljane in večina vrtcev iz Ljubljane, kjer se ravno na tej krasni prenovljeni stavbi vsakih 14 dni zgodi razstava teh izbranih del, žirija v izjemno strokovni sestavi jih pregleda, oceni, naredi evalvacijo, tako da dobijo otroci oceno oziroma mladi umetniki dobijo, bom rekla, neko povračilno informacijo, kako so ujeli temo, ker vsako leto se izbere posebna tema. Letos je bila tema svoboda. Zanimivo, kako otroci znajo odpotovati, ne samo v vesolje, pa v veselje, ampak znajo odpotovati tudi v družinske razmere in naslikati in obelodaniti, kaj za njih pomeni svoboda. In lepo je, da se v šole in vrtcih tudi o tej temi pogovarjajo, ki je sicer zelo abstraktna, ampak za vsakega posebej za naju je lahko svoboda popolnoma različno gledišče. Tako, ne, vsakemu da beseda svoboda neko drugo sliko v glavo. Ne? Na kaj najprej pomislimo, ne, ko nekdo reče svoboda? Ne? Svoboda do ustvarjanja, svoboda do življenja, svoboda do dogovora. Da vožnje s kolesom, a ne? In tako naprej. Mar si to, ne, za kar se nam zdi samoumevno, našim mladim, ne, morda drugod po svetu ni tako dostopno ali svobodno, kot je tukaj pri nas. Ta projekt Tema Svoboda, ker smo partnerji v enem velikem evropskem projektu, je tudi naslov tega evropskega projekta in mi smo ga kar vključili. In kmalu bojo vidni tudi ti izdelki evropskega projekta ali v garažnih hišah, namreč dela, otroška dela, tisti, ki peljete in se odpeljete v garaže, tako na Kongresnem trgu, kot tudi pri Kozolcu. Ko pridete v garaže, vas najprej pozdravijo slike, ki so bile ustvarjene v Pionirskem domu. In upam in želim, da bomo počasi iz kleti, iz garaž zlezli na ulice, kajti otroška ustvarjalnost je nekaj, kar nam daje upanje in spodbudo in seveda nam daje tudi zagon za malo drugačno razmišljanje, kot jih imamo danes. Na mladih svet stoji. Zdaj si pa stavek, ki je prastar, lep in zmeraj aktualen. A sem ti ga ukradel? Ne, to pa ne. Si hotela ti to povedati? Ne, to pa je nekdo že drug povedal. Ne, sej jaz mislim, da si ti hotela povedati. To je verjetno kar star stavek. Veš, danes si me pa ulovil pri to je zajeten kup, ena mapa. Sicer dobro poznam delo mojih pedagogov, ampak res vsakodnevna ta dela dobrega poslovanja, zapiranja bilanc, iskanja novih virov. Naj povem, da imamo veliko dejavnosti, kamor vključujemo tudi otroke iz socialno ogroženih družin, kjer je ta tečajnina, ki jo zaračunavamo za marsikoga, prevelik zalogaj in da so vrata Pionirskega doma odprta tudi za te otroke. Mi sodelujemo tudi z domom Malči Belič in z drugimi socialnimi ustanovami in poskušamo privabiti in vključiti otroke, ki imajo neverjetne potenciale v sebi. Spomnim se, zdaj sem toliko časa že tukaj, da so 3 otroci, ki so hodili v likovne delavnice, naredili na koncu iz tako imenovanih socialno ogroženih družin samostojne razstave, ker so bili njihovi izdelki vrhunski. In hkrati jim je bilo to popotnica, da so se odločili za različna izobraževanja, ker so vključevali ta znanja in seveda svojo poslovno pot nadaljevali tudi eni v lesarskih šolah, eni na likovnih šolah.
eni pa se radi vračajo tudi nazaj v pionirski dom, kar sem še posebej vesela. In pred nekaj leti smo pričeli tudi poseben program, tudi v moje zadovoljstvo, da delamo z mladimi z Downovim sindromom. In kmalu upam, da bomo te otroke in te mlade dame vključili tudi v skupine tečajnikov in da znamo graditi tudi to povezovanje z drugačnimi, solidarnost z drugačnimi in tudi krepitev vseh nas, kajti otroci s posebnimi potrebami nam dajajo tudi izjemno veliko čutnosti in čuječnosti pri nas. To je pa res, ne. Oni tako iskreni so. Ne? Tako. Otroci in ljudje s posebnimi potrebami so tako iskreni, res pokažejo, kadar so srečni. Ne? Tako, tukaj ni nekih ovinkov in ni nekih, bom rekla, preskakovanj ali pa ni podkupovanja. Tukaj ali pedagog zna začutiti, zna povzeti in zna soustvarjati z njimi. No, ker sem pa prej rekla, da si me dobil pri eni debeli mapi, dobro poznam, mislim, da poleg vseh teh birokratskih stvari, ki se moramo ukvarjati delo mojih pedagogov. Tukaj so pa mesečni zapisi mojih pedagogov. Poročila. Nočem jih imenovati poročila, ampak so to posebni zapisi. Namreč pedagog si izbere učenca oziroma svojega tečajnika in ga spremlja skozi celo leto in tudi sam sebe preizkuša, s kakšnimi metodami, s kakšnimi pristopi je uspel izvabiti pri otroku ustvarjalnost. Tudi zapisi so, da je trmast, da noče, ali pa da je pedagog ugotovil, da so njegove pristopi bili neprimerni, da je bil preveč, ga je zahteval nekega klasičnega šolskega, uporabo klasičen šolski sistem, ki pri otrocih zbuja nek odpor. Konec koncev k nam prihajajo otroci, ki so že končali pouk in pridejo sem utrujeni in mi moramo izbrati metode, da iz njega izberemo. In kakšna barvitost opisovanja pedagogov je tukaj, koliko povpraševanja je tudi pedagogov o samem sebi, o delu. In tukaj, bom rekla, razvijamo tako vizualni pristop slišati in oslišati, pristop izražanja v gibu, pa naj to gre za gledališče, naj to gre za ples. Zelo vesela sem tudi, da zmeraj več teh tehnik, ki jih imajo naši pedagogi na kulturno-umetnostnem programih, jih vključujejo naši pedagogi pri poučevanju tujih jezikov. In povejo, da na primer se angleščine veliko hitreje naučijo otroci, ko vključijo metode improvizacijskega gledališča. Improvizacijsko gledališče je pa odlično za poučevanje, to ti pa jaz povem. No, tako. In to ne... A je tako, ne? In pri nas smo ga dolgo časa zanemarjali ali pa ga jemljemo kot neko obliko, ne bodi ga treba, to pa je neko afnanje. Jaz še se danes spomnim, ko smo delali program, se lahko tudi te izkušnje povem, za eno od ljubljanskih šol in smo ponudili 5 različnih programov, med njimi je bilo tudi improvizacijsko gledališče in me zjutraj pokliče gospa ravnateljica in je rekla, kaj se greste vi tukaj v pionirskem domu, jaz pa mojih pedagogov ne bom pošiljala, da tam neke afne guncajo. Porabila sem precej časa, sicer sem bila od začetka malo presenečena, potem sem pa uporabila kar nekaj časa, da sem ji povedala, da v bistvu to ni afno guncanje. Lahko ga tudi tako imenuje. Ampak je tudi afno guncanje dobrodošlo. Tako, mora biti. To so v bistvu neke osnove, se pol poizve, improvizacijsko gledališče, da vsi veliki igralci, stand-uperi, ki vsi zdaj tako radi, ti Američani, Angleži, ki delajo stand-up, vsi imajo v bistvu korenine v večini v improvizacijskem gledališču, vsak gre vsaj na 1-2 tečaje v svoji karieri. Kaj pa mi pri mladih ugotavljamo, zdaj, če smo pri improvizacijskem, da še malo reklamo narediva, ne gre za reklamo. Naravno, ko si rekla reklame, pa skočimo mi na hitro v reklame, tako da ostanite, naj vam bo cenjeno občinstvo, vendar bomo takoj z vami nazaj, zopet tukaj v Pionirskem domu, na hitro pa v oglase. Se gledamo. Takole smo že nazaj
Še zmerno je z mano Vika Potočnik, direktorica Pionirskega doma Ljubljana, in ravno sva pa govorila o improvizacijskem gledališču in kaj vse to pomeni, koliko ljudi se je tukaj že kalilo, tudi jaz sam izhajam iz improvizacijskih vod, tako da Vika bova nadaljevala. Zopet bi lahko 10 minut naslednjih uporabila, da bi naštevala, kdo vse je tukaj. Kdo je že vse bil, a ne? Kdo se je tukaj kalil in kje so danes in ne na močnih, bom rekla, profesionalnih odrih, gledališčih, tudi na televizijah, tako tudi, bom rekla, v poslovnem svetu. Ne, ampak tudi kakšen direktor se že najde. Tudi. In naj povem, kaj, bom rekla, utrinki, ki jih tudi prebiram v teh poročilih, kaj daje otrokom improvizacijsko gledališče. Predvsem vidimo in opažamo in delamo tudi na tem, da otrok izpove tudi najbolj, tudi včasih zelo žalostne zgodbe, ki so globoko v njemu, in ko potuje preko čustev, ti najbolj to veš, da ne bom jaz zdaj tukaj preveč pametovala, ko igra svojo veselje, žalost, strah, bes, se srečuje tudi s seboj in s tistim, kar je on doživel in podoživljal takrat, ko se je srečal s to obliko čustev. In da to zna preko igre in svoje predstavitve premagati, pomeni, da se je osvobodil. Osvobodil nečesar, kar mu je lahko bila izjemno velika travma tudi. In to nam starši pripoveduje to. Kaj počnete vi z našim otrokom? Prihaja vesel, hoče se vračati, govori. In kar je zame še posebej pomembno, kakšen starš pride tudi in reče, a veste, da je naš otrok dobil prvič pohvalo in to pri vas. Ker je najverjetneje šolski sistem samo tisto, kar zna dobro ponoviti, kar zna dobro reproducirati, pa zdaj ne mislim samo negativno v šolskem sistemu. Jaz se vidim, kot da smo mi nek spremljajoč program za naš izobraževalni proces, kjer otroci lahko v majhnih skupinah z intenzivnim delom, z čutnim delom mojih pedagogov pridobijo in rastejo in krepijo svojo samozavest. Spoznavajo sebe, gojijo kritičen odnos do sebe in tudi do okolja. Ker rada ta stavek ponavljam, pa mi rečejo, ja, kritično, pa saj znajo vsi kritizirati. Ne, to je nekaj drugega. Kritičen odnos pomeni, da znaš gledati z očmi, poslušati z ušesi, gibati se z telesom in s tem tudi govoriti, ko govoriš o sebi ali o svetu ali pa ko ocenjuješ nekoga drugega. In bi tudi pripravljen sprejeti kritiko. Točno tako. Na svoj račun. Kar ti le tako bomo lahko rasli. In a je to dajo tudi tebi improvizacijsko gledališče? Definitivno. Nek prostor, kjer se lahko sprostiš, lahko tudi poveš, na nek način je neko varno okolje, to se mi zdi pomembno, kjer se prej človek oseba upa nekaj deliti z soigravci, soudeleženci gledališča, tako da je lahko tudi izjemno terapevtsko in se drugod tudi uporablja v te namene, v skupinah socialno ogroženih ljudi. Tako. Naprimer, ženske, otroci, tudi različne travme, ki so, ali pa tudi vodenje kolektivov. Mi imamo zelo zanimiv in pester pedagoški kader, naj povem, 33 nas je tukaj zaposlenih, ampak vred so tehniko. Ker jaz zdaj govorim o programih samo, ki jih izvajamo. Ja, seveda, toliko programov, 40 aktivnosti sva rekla, potem še 10 tujih jezikov, ki jih ne štejemo v teh 40 aktivnostih. 8 festivalov, ki so mednarodni, izpitni center mednarodni, potem vodimo in sodelujemo v 3 mednarodnih projektih, v 2 smo nosilci evropskega projekta, ki se financira iz naslova Kreativna Evropa. In potem imamo pa še drug del, zaradi česa lahko tudi, bom rekla, preživimo. Tukaj je krasna festivalna dvorana, ena najlepših plesnih dvoran, kjer se odvijajo tako poslovni dogodki, družabni dogodki, konference, izobraževanja, poroke bomo imeli. Poroke? Ja, seveda. To samo oddaleč gledam. Poroke, pa to je pa nevedno, če
Če pa mene čaka kakšna poroka, bom pa svetoval, če me kdo vpraša, a poznaš kakšen? Ne, lahko te pridemo, nudimo tukaj celostno obravnavo, celo poročimo te lahko. Aha, se pravi, pride gospod župan tudi kar se. Tudi gospod župan je tukaj že poročal, tako. Potem pa sploh ne vem, kaj še čaka na Vika. Ni še uspelo nikomur. Ja, ni še nikomur uspela. Takole pa, da bi mogoče za konec, ko se že kar nekaj časa pogovarjala, pa si mi obljubila pogovor še s tvojo sodelavko. Tako, Bjanka Kršmanc. Tako, z Bjanko, da se bova dotaknila dotično evropskih projektov. Tako, zdi se, Bjanka zdaj že drugič vodi projekt. Moram povedati, kaj je še za ta kolektiv izjemno pomembno. Prvič, ko smo se prijavili na evropski projekt, smo bili neuspešni, ampak z razliko od državnih institucij, kjer se prijavljamo tudi v Sloveniji, smo dobili tam širok seznam, kje smo bili, ker je to točkovano, kje smo zmanjkali, kje smo bili šibki. In naslednje leto smo popravili, dopolnili in smo projekt dobili. Ampak kaj je pomembno? Da se danes mi prijavljamo, da je moj kolektiv pridobil znanja, ker ti prijave so zelo zahtevne, mi vemo, da se to celo tudi zelo drago plačati mora. Moj kolektiv je danes sposoben, da se samostojno, brez zunanjih, drago plačanih svetovalcev prijavljamo samostojno na ta projekt in projekte tudi izvajamo. In ta znanja tudi širimo drugim institucijam in to brezplačno. No, to je pa lepo slišati. Koliko dobrega vse Pionirski dom da, ne? Zdaj pa pejte Bjanki. A da grem že k Bjanki? Ja, misliš, da me Bjanka že čaka? Bjanka že čaka, jaz pa grem prebirati naprej in še en dokument moramo. Ljubljana je ena od redkih mest, ker tudi moramo kulturne institucije pisati 5-letne programe oziroma plane. Letos sem se malo zaštrikala, se temu reče. A veš? Kako pa to? Ja, zaradi tega, ker sem zelo optimistična in zelo napovedna tudi in moram reči, da prejšnjo 5 let, ko smo odlično izpeljali, celo z samimi presežki, zdaj pa ne vem, kako bom s korono se sporazumevala, ker ta pa bo vplivala tudi na naše poslovanje. Namreč festivalna dvorana je utihnila, nimamo več dogodkov, to pa je bil pomemben vir tudi našega financiranja programov, v katere so vključeno toliko mladih. Ampak ostanimo optimistični, Pionirski dom ostaja odprt. Tudi v času koronavirusa smo zelo zgodaj začeli, ker so nas starši potrebovali in ravno njihova želja in potreba mladih nas napeljuje na to, da v jesen odpremo na široko vrata Pionirskega doma, kjer je iskrivosti, nagajivosti, vedoželjnosti in kjer je zakajev nešteto. Tako da vabljeni v Pionirski dom, ki vrat definitivno ne bo zaprl, kaj ne Vika? Ne. To se ne bo zgodilo, vrata bodo vedno odprta za mlade. In vpisi že potekajo. A vpisi v delavnice? Že potekajo, vse je na spletni strani Pionirskega doma. Ker letos ste zelo hitro zapolnili, je res? Počitniške šole. Počitniške šole se hitro zapolnili. Smo jih za ta mesec že končali, v avgustu pa ponovno pripravljamo zanimiv program, od cirkusa, robotike in vsega, in so že nekateri programi polni, tako da hitro. Če še kdo. Tako, ampak niso pa še vsi polni. Ne, čisto ne. Tako da le prijavite se, vse dobite tudi na spletni strani. Spletna stran je www.pionirski-dom.si. No, kot se ve, ne, ali pa če v kakšen brskalnik napišete Pionirski dom. Dom se najde, če ne pa pokličete 01 234 8 200 in se javi naša krasna poslovna sekretarka, ki je letos bila tudi v finalu najboljših tajnic v Sloveniji. A res? Tudi to obstaja, tako tekmovanje? No, potem bomo pa morali iti tudi z našo televizijo preveriti, če kakšno tako tekmovanje, kot bomo tudi prišli preveriti kakšen več festival, ki se bo lahko tukaj odvijal. Tukaj lahko kar kamero postavite, pa bo program za cel dan. Pa bo program, to pa ne dvomim, tudi za 2-3 dni, za cel teden bi se kaj
programa ne šlo. Vika, najlepša hvala. Tako, lepe počitnice tebi, hvala za obisk in lepe počitnice vsem, ki nas gledate. Tako, to si pa zdaj zelo lepo povedala. Ne bi lahko že kar zaključila, jaz bom pa še povedal, da bomo tale intervju, tale lep pogovor, v katerih smo se dotaknili le nekaj koščkov, le nekaj biserov vsega, kar Pionirski dom ponuja, kajti če ne bi lahko kar govorila vsemu, kar Pionirski dom ponuja, bomo pa podkrepili ta video z videom. V bistvu ta intervju bomo podkrepili z videom, ki mi ga boš ti poslala. Tako, in bo en lep kolaž. In bo en takšen mednarodni utrinek v tem. Tako, v tem, kaj ponujate. Morda čisto še za na konec, katera je bila tvoja najljubša predstava prejšnje sezone? Kje? V Pionirskem domu. Teja, bom rekla, je tukaj tista, ki ne samo da dela dobre predstave, ampak tudi, ker je izjemna igralka. To je res. A pol je Lena in Lena. Lena in Lena. Tako, seveda je pa tukaj repertoar krasnih gledaliških predstav, od Coprnice, Zofke, Smratka in tako naprej. In letos pa pričakujem še, kar ne moramo končati. Ne moramo. Ja, letos pa pričakujem, ker se nam ena zanimiva osebnost pridruži, ker se je preizkusila tudi v talentih, učila bo tukaj angleščino, to pa ne bo za vprašanje. In bo imela posebno delavnice muzikla. To pa je uganka lahko. Se pravi, to je uganka, nagradna igra. In tisti, ki ugane in se prvi javi, dobi vstopnice za naše gledališke predstave brezplačno. Brezplačno. Torej bomo dali tudi mi na Facebook Pionirskega doma, pa bomo dali tudi mi na naš Facebook, naše televizije, ko bo tale intervju šel ven. In še enkrat, prosim, zastavi vprašanje. Torej, v Pionirski dom prihaja oseba, naj še povem, da je moškega spola, učil bo angleški jezik in imel bo delavnice muzikla. Se pravi, nekdo, ki zna peti, na talentih se je predstavil? Ja. Nekako si rekla, ne? Tako da... Ne bova reklame, na nekaj talentih je bil. Na nekih talentih je bil, ne? Se pravi, kdo bi ta oseba lahko bila? Morda vam bomo stvari olajšali in naredili vprašanje na ABC. Tako. Mogoče na ABC, tako da bodite pozorni na socialna omrežja. Če bojo šli na naš Facebook, ga bojo, ker je pred dnevi udrl v mojo pisarno in imava eno sliko, ki je malo hecna in mogoče ga bojo prepoznali. No, potem pa le spremljajte socialna omrežja Pionirskega doma, kjer vas bo v kratkem čakala zabavna nagradna igra, ki jo bomo pa seveda tudi mi objavili na naši Facebook strani Ljubljana TV-ja. Vika, najlepša hvala za tvoj čas. Ne bova pa zdaj res zaključila, da skočiva še malo do Bjanke, kaj ne? Ni konca vsemu temu, kar Pionirski dom ponuja, tako kakor ni konca najinemu prijateljstvu. In ostanite prijatelji. Ostanite prijatelji. Tudi če je tako potrebno. No ja. Se gledamo, ostanite z nami. Vika, hvala. Hvala tudi tebi. Pojej večerjo, stuširaj se, umij si zobe in počeš si lase. Poglej zadnjo risanko, oblek si pižamo, reč lahko noč, objem očja ali mamo. Pospravni go kocke in zbranjen za ključ, priprav si obleke, ugasen še luč. Saj ko se vrata sobe zaprejo, da pridno v poj spri.
kolo. Dor je car, ta je kolesar. Če za glavo ti je mar brez čelade ne furaj. Desne kolesarske bodi gospodar. Spredi zadnji lučka, obvezna je stvar. Levo, desno, zmer prever. Iz vsake smeri lahko pride kjer. Ne verjemi barvam, črtam in ljudem, verjemi le svojim očem. Preden greš na cesto, preden greš v mesto, preveri zavore, pedale in pesto. Če gume držijo, če je zidost visok, da bajk bo zdržal en cel džilo okrog. Po mestu si z njim zmer najhitrej, vsak dan namigaš se najcenej. Zanesljivo in dostopno ekološko je okej, če še nisi prepričan, še enkrat poglej, ker najboljše imeti kolo, zapomni si to, zapomni si to. Najboljše imeti kolo, zapomni si to, zapomni si. Najboljše imeti kolo, zapomni si to, zapomni si to. Najboljše imeti kolo, zapomni si to, zapomni si. Gorski ali poni, vseeno kaj se goni, staro ali nova, vse je v sezoni. Športna specialka BMX za noret, kruzer za po mestu s košarico od spred. Peljem se v šolo na trening in na ples, včasih sem zaporo, včasih pa zaresno. A nikoli rdečo in vedno preden grem čez cesto, ful preverim levo in desno. Če divjaš se hitro zgodi, da čez belanco kdo poleti. Zato počasi in varno varčuj moči, da se ne lomijo nosovi in kosti. Če obvladaš prestave, si odprte glave, z močjo nog potuješ druge države. Lahko z njim se pelješ okoli sveta in videl boš, da posod isto velja. Najboljše imeti kolo, zapomni si to, zapomni si to. Najboljše imeti kolo, zapomni si to, zapomni si. Najboljše imeti kolo, zapomni si to, zapomni si to. Najboljše imeti kolo, zapomni si to, zapomni si. Udar se po glav, brez kolesa si ostal. Najboljše imeti kolo, 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 najboljše imeti kolo, 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 kolo. najboljše imeti kolo, zapomni si to, zapomni si to. Najboljše imeti kolo, zapomni si to, Zapomni si, najboljše imeti kolo, zapomni si to, zapomni si to. Najboljše imeti kolo, 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 zapomni si. big like, Za moj bajk, big like, za tvoj bajk, big like, za moj bajk. Big like za tvoj bajk. Lepo pozdravljeni, upam, da ste vi uživali v tehle videih Pionirskega doma, tako kot sem v njih užival jaz. Morda ste me v kakšnem celo opazili, a ne? A bo držalo, Bjanka? Ja, Z mano je pa Bjanka Kršmanc, ki se ukvarja z evropskimi projekti. No, saj Vika mi je rekla, da se ukvarjaš z evropskimi projekti. ja, v naši hiši se med drugim ukvarjamo tudi z mednarodnimi projekti sodelovanja in začeli smo z enim pred parimi leti, to je bil projekt Mlado gledališče, financiran strani Evropske komisije, program Ustvarjalna Evropa. In potem, ko smo enkrat začeli, nismo mogli končati in smo seveda nadaljevali z novim projektom, ki se mu reče, to je nadaljevanje Mlado gledališče v gibanju in smo tudi partner v drugem projektu velikega obsega Liberty, Svoboda.
Potem smo tudi partnerji v projektih Erasmus Plus in tako dalje in stopamo po tej poti v Evropo. Tako vedno več evropskih projektov, ne? In to ni slabo, ne? Evropski projekti niso slabi projekti, ne? Povezujejo nas z drugimi državami in naprimer tale Erasmus mi je takoj skočil v ušesa, ne? Se pravi, tukaj delate študenti? Ne, Erasmus plus Mladi v akciji, Erasmus sta dve ločeni poti, ena je ta izobraževalna šolska, druga je pa splošna Mladi v akciji, projekti različnih področji, mi seveda z gledališčem sodelujemo z Hrvaško, Trajteater iz Rijeke in z gledališčem za mlade iz Avstrije. In kako pa potem to zdaj zgleda? Naši pedagogi, ali kako bomo temu rekli, potujejo na Hrvaško, kjer delajo s hrvaškimi mladimi, z igralci in soustvarjajo programe in predstave? Ja, Erasmus Plus je namenjen, ta projekt dotični je namenjen izmenjavi mladih, se pravi in njihovih mentorjev, se pravi gledališčniki, mentorji skupaj z gledališko skupino. Poudarek je na kulturni dediščini, na literarni dediščini, na izmenjavi teh literarnih junakov posameznih držav in združevanju le-teh v gledališko prizoritev. Ja. Koliko moram biti pa star, da se lahko udeležim čisto takega? Ja, Luka, majčken, mislim, sej morda se lahko še prijaviš, ne, pa bomo videli, naši otroci vključeni so od 14 do 18. A potem so pa res že malce prestarne. Kaj pa kot pedagog? Ja. To bi pa lahko. Zdaj v druge projekte, naprimer v projekt Mlado gledališče v gibanju, ja, to bi bilo pa zate, Luka, je pa za vse starosti, to so pa vključeni in gledališki ustvarjalci, improvizatorji, potem plesalci ustvarjalnega giba, sodobnega plesa. Upamo, da kakšen prihodnji projekt tudi prinese glasbo in sicer improvizacijsko, a ne, to bi bilo super. Tam te pokličemo in potem so tu vse učiteljice in učitelji, potem za njimi takoj pa te ciljna skupina otroci. Se pravi, v teh mednarodnih projektih sodelovanja pokrivamo tako profesionalce, kot pedagoge, kot otroke. Se pravi, delamo most med temi skupinami, ja, in si pač želimo, pač cilj teh projektov sodelovanja ustvarjalne Evrope je audience development, se pravi razvoj občinstev, ne. In zato želimo okrepiti ta most med profesionalci, pedagogi v šolah in seveda zadnja ciljna in prva ciljna skupina otroci. Tako ne, vse temelji na otrocih, ne, na najmlajših in kdaj se z njimi v bistvu delo konča, ker se mi zdi, da v pionirski dom se stalno vračajo, ne, tudi pol, ko smo odrasli, evo, spet sem tukaj, ne, enostavno ne morem ven in si rekla, da tisti projekt je recimo za vse starosti, ne, da lahko sodelujejo, ne, in koliko je bil pa naprimer najstarejši sodelujoči ali najstarejša, da ni bil pedagog, mogoče veš. Ne vem, Luka, tukaj smo vsi mladi po srcu, tako da se veš, ta leta sploh ne gledamo, ne štejemo, tukaj se vsak, v bistvu delajo se lepota teh delavnic in teh projektov je, da se izjemno resne stvari, resne izobraževanja, katerih cilj je pridobitev strokovnih veščin, delajo na izjemno sproščen in igriv način. In priklicati otroka v sebi včasih ni najlažje. Mislim, meni je eno. Ja, pa meni tudi, ampak ta igrivost, sproščenost,
ki je od nekdaj v nas, pa je včasih nekje globoko zakopana, pride v teh delavnicah ven in potem se začne pravo delo na tak način, da sploh ne veš, da usvajaš številna znanja. In zdaj, ker smo rekli, prej si omenila, da je treba, da veliko temelji na temu, na razvoju publike. Kako publika stvari spremlja, da je sploh informirana, da se stvari odvijajo in dogajajo. In se ti zdi, da tukaj sploh v Sloveniji na, kako bi rekli, kulturno-pedagoškem, gledališkem področju, ali je občinstvo dovolj informirano, ali je občinstvo, kako bi rekli, dovolj željno česa novega, tudi nekih znanj, ali je slovensko občinstvo radovedno? Ja, je. Je, ampak trudimo se, da bi bilo še bolj. Gledališča delajo v pravo smer, če bi imeli še več gledaliških pedagogov, v smislu pedagoškega dela, bi si mi želeli tega še več, zato se trudimo, zato delamo skupna izobraževanja. In vse te delavnice so pokazale, da si tako gledališki strokovnjaki kot mentori, kot pedagogi v šolah želijo radovednega občinstva. Se pravi, je že, ampak še bolj in samo na tak način, da bojo aktivni, da bojo lahko sodelovali mladi, da bojo tematike, ki bojo njim aktualne, ki si jih bojo sami izbrali in bojo čutili, da je to del njih, njihove generacije, njihove kulture, potem smo na pravi poti in bo šlo to naprej. To si pa zelo, zelo lepo povedala, tudi z veliko strasti, kar opažam tukaj v Pionirskem domu, da sploh vsi zaposleni tukaj kažete neko strast do vašega dela in se radi vračate na vaša delovna mesta. Je lepo delati tukaj? Čudovito. Jaz sem slišal sicer, da je šefica malo stroga. No, pa tako da šefica zna biti malo stroga, pa to ne. Tako bom rekla, Luka, v bistvu naša šefica je predobra. Je predobra, meni se tudi zdi. Jaz pravim, če je bila tako dobra, kot kruh, ki še ne obstaja, tako dobrega kruha ni. Tak socialni čut, pa čut za človeka, kakor ga ima ona, danes je težko najdeti. Res je, zato pa vabljeni v Pionirski dom, pa jih bi mogoče še na konec midva kar skupaj povabila morda še na evropske projekte. Sploh vemo zdaj, kdaj si bo to moč ogledati? Ja, zdaj v teh časih tele korone se teli datumi malce spreminjajo, ampak nova delavnica upamo, da jo izvedemo koncem septembra, če bo šlo vse po planu. Spremljite našo spletno stran, Facebook in kmalu o tem obvestimo. Ampak računamo, držimo pesti, držimo fige za konec septembra. Ne vem, če veš, kajti z Viko sva tudi pripravila nagradno igro. Sva se jo spomnila kar direktno med intervjujem, med pogovorom sva se spomnila nagradne igre. Ja, in gre se za to, da prihaja tukaj v vaše kulturne dole, v Loge, nek nov pedagog, ki bo navduševal mlade, poučeval angleščino in glasbo in musical. In naše vprašanje seveda bo, kdo to je. In jaz zdaj ne vem, bodo ljudje vedeli, kdo to je, ali moramo narediti morda nagradno vprašanje, ker se mi zdi, da boš ti mogla to narediti na koncu. Vika se je spomnila, narediti boš mogla pa ti. A bo to ABC odgovori, ali bomo dali kar direktno, da je treba napisati, ker bomo tudi mi seveda delili vašo nagradno igro na naši spletni strani, na Facebooku in tako. Kako bomo to naredili? Ne vemo še, ampak vemo pa, da bomo to naredili. Kmalu? Kmalu, definitivno kmalu. Jaz upam, da takrat, ko bo šel tale prispevek v eter, tako da najbolje, da rečemo, da prihodnji teden. Štima. Da prihodnji teden, čeprav gledalci tudi ne veste, kdaj je ta teden. Prihodnji teden. Kajti smo v poletni shemi naše televizije Ljubljana, tako kot je že nekako tudi Pionirski dom v poletni shemi. Zdaj imate nekaj časa, da se še oddahnete. 14 dni. 14 dni, potem se pa že začnejo vaši poletne počitnice. Ja, počitniške šole. Počitniške šole. Tako da vabljeni v počitniške šole, sem le v Pionirski dom, vse še ni zapolnjeno, vsi tečaji še niso zapolnjeni. Čist malje. Še čist malje, tako kot je tudi Vika rekla, tako da hvala ti za tvoj čas.
Hvala. In lepe in spodbudne besede. Vi pa sploh ne vem, kaj vsi čakate, hitro v Pionirski dom, vrata so vedno odprta. Se gledamo! Čau! Jaz mislim, da ustvarjalni gib razvija v otroku domišljijo, pa neko svobodo, pa dajemo pogum, pa tudi dela na samozavesti, pa na tem, da smo v telesu, da se začutimo, da tudi čutimo nekako sočloveka, prostor, da komuniciramo na nek drugačen način. Pozitivno samopodobo, zavedanje lastnega telesa, zavedanje, kaj vse izražamo s telesom, nevede, zavedanje v bistvu tega, da kakšno moč ima v bistvu telo in naše geste v naši komunikaciji. To lahko uporabljajo učiteljice definitivno pri pouku vsak dan, to otroci radi počnejo, ker vključuje gibanje.